Kava s červekom. Dobrodošli še eno nedeljsko jutro in kava s červekom. Tukaj danes bo kavico srkal, ne vem kako ni vse to naštejem, voditelj, skladatelj, komik, igralec, pisatelj, gospod, mahne na unikatne stvari, ne vem, v bistvu bomo hitrejše zaključimo, pa je to. Jure Godler, dobro jutro. Dobro jutro. Človek si more par stvari spomniti, da lepo zgledajo v rezimeju. Ne more, a miš, da je to res, kaj si prebral? Vse to si že delal. Jaz sem, ampak sem zato, da lahko vsi vidim. Ne se ne pravimo, da je dobro delal, sam pač si. Se pravi, to je moj point, razumeš? Tudi kros lahko rečemo, da sem tekel. Tudi kros. Alpinist. Enkrat sem se stene prijel. A res? Ja. Ja, no vidiš. Tle na Vogalu. Tako da... Dolg življenje pispal. Dolg življenje pispal. Jure Godler, za vsakega vprašanje, prvo vprašanje je isto. Kakšna je tvoja jutranja rutina? Moja jutranja rutina je zelo, kako bi rekel, dolgotrajna. Zbudim se okrog 10-11, potem 1 uro zajtrkujem, berem The Times, ker se zanimam za britanski narod in za britansko politiko, pijem kavo in to, potem se počasi zbudim, okopam in začnem pisati. Takoj pisati? Ja. Govoriva o knjigah? Tako, Okay. Ker nimam veliko časa, preden moram iti potem na televizijo delati. Okay. Bodi si sestanek, bodi si snemanje, bodi si to. Nisem pa človek, ki bi zjutraj telovadil. No. Dobro, tudi do tega lahko še v nadaljevanju prideva. Mislim, da boš rekel, se ti vid. Poslušalci in gledalci, če bom jaz vmes morda nesramen do svojega gosta, je to zato, ker človek to pusti. Sam to je. Absolutno. Omenil si kavo, kakšno kavico ponovadi piješ? Najrajš pijem French press. Okay. French press, lepo zmeljem kavo, mora biti sveže zmleta. Če ni sveže zmleta, ni avtentično. Lepo diši. Prelijem, pritisnem, spijem. Mi imamo tukaj v studiu stvarco, zaradi katere to je vse skupaj sploh mogoče. To je DeLonghi Dynamica Plus. Zdaj že parkrat uporabljam, odlična stvarca, pritisneš svoje, naredi, vmes je mal glasen, da reče, delam kavico, tukaj sem, sam se očisti, meni je to the best, What? Boš? Pa bom res. Mislim, če kava s červekom moraš. Ja, nisem bil še na veliki potrebi, dejem kapučino. Kapučino. Ja. Evo, kapučino se bo zdajle napravil in seveda, evo, še tole moram seveda klikati. Kam je to šla tehnika? Nede. In njihove določene, po mojem tudi ta se lahko povežeš z Bluetoothom in pa Wi-Fi, lepo na telefonu stisneš, evo tega. In kaj si pa jaz želim, da bi imel en tak aparat, če obstaja že, ne me kdo poprav, ampak aparat, ki bi delal koktejle. Ampak prav, te klasične, da bi, Negroni, pip, Martini, pip in bi prišel ven. Ful preveč stvari delaš in ko te jaz spremljam in pol ne vem niti kaj vprašati, ker je ogromno tega. Res je ogromno. Se bom najprej, to je pa pomembno, da ga prav nastavim, evo, da bo not curlala. To je to. Preden res nadaljujeva, si tudi v temu podcastu Gospoda, skupaj z Davidom Urankarjem. Da. Sem rekel, nekaj moram jaz narediti. Kaj? To je vse, kar lahko, da dam gor suknič. Bo v redu? A bo za gospoda, da sem vsaj malo gospodski. A bo to v redu ali je to grdo? Ne, ni grdo, ena huda napaka je, kar se tega tiče. A je to tvoj edini suknič? Ne. Koliko jih imaš? Po moje še ne, 2 črna pa enega temno-rdečega. Nikoli ne kupuj črnih sukničev. Zakaj? Zaradi tega, ker pridejo prav samo za pogrebe. Resno, črni sukniči niso narejeni za vsakodnevno rabo, zaradi tega, ker so preseriozni in preresni. Naj bo temno siv, naj bo svetlo siv, naj bo temno moder, naj bo svetlo moder, naj bo rjav, samo naj ne bo črn. Ker črn res pride prav samo za pogreb. Enkrat sem drugače na Facebooku videl, pač enega, ki je nekaj objavljal, da moraš imeti, zdaj bom verjetno zgrešil, ampak kupiti moraš približno 5 ali 6 ali celo 7 kompletov različnih sukničev, različne hlače, in da skupaj iz vsega tega lahko dobiš, ne vem koliko, 36 kombinacij. Da lahko imaš za celo življenje s tistimi parmi, da vse kombiniraš. Črno gre z modro in tako naprej. Se čist strinjam. Pa še ena stvar, to je pa Tom Ford rekel, da moraš imeti vedno neomejene zaloge belih srajc. Sam res. Amen. Amen. Lahko so na manšetne gumbe ali pa brez.
Jure, jaz ti bom zdaj tole kavico dostavil, vmes pa ti lahko odgovoriš na tole vprašanje. Rekel sem že, da si pisatelj, voditelj, skladatelj, komik, igralec, gospod, mahnen torej na unikatne in lepe stvari. A lahko rečem, da si talentiran čudak? Hotel si reči, a lahko rečem, da si perfuknen. A ne, da si hotel to reči. Pa sva se zmenila, da boš rekel, najlepše hvala, ker nisem občutljiv. Ja, mogoče res, mogoče sem pretiraval s tem CV-jem, mogoče bom začel počasi črtati. Jure Godler, človek. Jaz mislim, da bo to. Sem pa boš pa rekel, njeva se o čem pogovarjati. Ne, imamo, se bova za začetek ustavila pri podcastu Gospoda, ki sem že omenil z Davidom Urankarjem. Jaz moram to priznati, tudi šefi bodo malo grdo zdaj gledali, ampak jaz tukaj delam petek zvečer, soboto, nedeljo, tako kot danes zjutraj, in vmes, ko imam čas, ponavadi v soboto, jaz pogledam tvojo oddajo ta teden za nazaj in potem del ali dva Gospoda. To je pa zelo prijazno. Spremljam, ker me pač stvarca zanima. In me zdaj tudi zanima, a si bil od nekdaj, se pravi, mahnen na te stvari gospodske, da rečeva, da si gospod. Ja, ali se je to vmes razvil? To je zelo široka definicija, kaj pomeni biti gospod. Zdaj primarno naslov podcasta Gospoda sva si spomnila, zato da, ker sva se tam res hotela dotikati teh tem. A sva večno bila Gospoda z Davidom Urankarjem, to pa ne vem. Jaz sem čas pluval po tleh. Res? Ja. Prav, tisto. Jap. Wow. Jap, z avta ven, Ranger, Texas Ranger. Tako da to ni najbolj gospodsko, tako da po moje je to s časom prišlo. Ampak pa sva se pa res koncentrirala in hotla nekako v duhu, recimo, let, v kateri živimo, povzeti nekaj, kar bi danes lahko rekli. To je pa nek modern bonton. Ne? Se v bistvu se dotikata ogromno stvari. Ne? Ja, ampak ko človek začne govoriti o bontonu, ne, si misli, ok, to je pa plašč za dame, vrata, stol, ne veš, kaj stol nazaj, tako nazaj, da pade. Ja, valjda. Ne, halo. To je vse pretiravanje. Nismo več v takih časih. Oziroma, mislim, da greš celo v zapor, če ženski vrata odpreš. Mordek je, ja. So kraj, ker greš v zapor. Tako da neko srednjo pot sva obrala in hočeva to nekako obelodanjati v temle podcastu. Mimo grede odlična kava. Hvala lepa. Res je nova. Pritisnil sem. Vidim, ja. Se je zelo stisnjena, tako kompakten okus. Rekel sem, da si pluval, a lahko rečeva, zdaj so še mogel malo s pepelom posipati, da z preteklosti, kaj si nekaj tacga naredil, da res ni bilo niti najmanj gospodsko, a je to ta stvarca, da si pluval? Da ni bilo najmanj gospodsko. A to štejejo prekrški v prometu? To moraš pa ti bi si zdaj meni povedati, ti si poznaval z teh gospodskih stvari. Aha, ok. A misliš, da je to, da voziš preko omejitev? Ne, bolj sem mislil to, ko voziš... Da koga zbiješ? Ja, okay. Pa pol moraš pobirati. Ja. Ne, najmanj gospodska, ne, podpiramo varno vožnjo, prosim vas, ljudje, ne bodite neumni. Najmanj gospodska stvar, kar sem v življenju naredil. Ja, to težko rečem, ene par mailov nisem odgovoril. To je primarna stvar. Da je to stvar, da... Ja, res? To je večji greh. Da prav nisi odgovoril? Ja. Nisem, pač šli so v noč. Kaj pa je bil razlog? Nisem mi dal. To, pač včasih smo ljudje pokvarjeni v dno duše. Sam je pa gospodsko, da priznaš. Ja, to pa vsaka čas. To pa absolutno. Kaj pa je tista prva stvar, ki bi jo deval v tem primeru mene tukaj v ospredje? Nauč me te prvo stvar, da rečeš, kako biti gospod. Primarna stvar bi jaz rekel je vljudna komunikacija. Spoznavna in tista naprej. Jaz mislim, da to je pa ena stvar, ki pa v današnjih časih je pa zapeljal v eno slepo ulico in ta ulica nima konca. Ta slepa ulica. Govorim o komunikaciji na spletnih, na teh družabnih omrežjih. Govorim o vse splošni komunikaciji, ki je res padla v eno brezno in pada. To se mi ne zdi dobro. Ok. Recimo, jaz sem bolj pričakoval kakšno tako stvar, določen moment, recimo, jaz imam prstan na tej roki, da te bo to ujezilo.
Ne. Ti ga absolutno ne bi imel takole. Ne, nikakor. To je tako imenovani aksesuari. Očitno rabiš tisti prst za neki, ne vem, da ga poudarjaš s prstom. Ne vem pač. Nedelja zjutraj je. To ni okej. Nedelja zjutraj je. Ja, danes bomo, če ste se slučajno lih kar preklopili ali pa na neki točki na YouTube, lih na to zdaj le klikali, pejte prosim nazaj preveriti, ker je čist predolgo za razlagati, kaj se zdaj dogaja. Predite nazaj. To je popolnoma lastna izbira. Zdaj, jaz, če že mene vprašaš, jaz bi dal signet prsten, ki se nosi na mezincu. Okay. Tam imaš največkrat svoj družinski grb vgraviran. To je spet taka res gospodska stvar. Ali pa inicialke. Veš, ki vidimo v tistih filmah, ki so zmeri tako... Ne, to se pa ne sme tako piti. To je pa strogo prepovedano po bontonu in to je povedal nazadnje nekdani butler kralja Karla III. Ja. Bog ne da je prst dvigniti. Mislim, da to izvira iz 18. stoletja, ko so se zbirali, ko so pili, da se je prepoznali, kdo je za stvar. Mislim, da je to ena, da je tam... Marsikaj pojasni tole, ja. Ja, tako da Bog ne da je kje tako piti, ko už signaliziral, kaj kar noče. Ne vede. Ne, si ne da to dela, zdaj so se spomnili, ampak okej, zelo dobro. Ej, že sam si mičkan omenil, da si oboževalec britanske monarhije, Anglije nasplošno. Ja. Zakaj? Ljubitelj sem monarhije, ker so mi všeč ti njihovi rituali, obredi, ki jih imajo, zato so tako stari. To je skoraj 1000 let staro obredje. Mene to fascinira. Naslednje leto bomo videli nekaj, kar svet ni videl že koliko let? Od leta 53. Ja. Zadnja, ki je bila kraljica Elizabeta Krona. Kronanje kralja bomo lahko gledali. In to samo še britanska monarhija zganja. Zdaj, po mojem, bo je to malo, kako bi rekel, priredil današnjim časom. Da ne bo tako elaboratno, kot je bilo nekoč, sploh zdaj v duhu krčenja te monarhije in tega. Ampak ne, zakaj? Zato. To je razlog. Všeč so mi te protokoli pa to. Tudi, če pogledamo britanski parlament, njihov poslovnik je ena knjiga z leta 1700 nekaj. Ne spomnim se točno, katerega leta. Napisal je Erskine May in vsako leto jo dopolnjujejo, spreminjajo, updateajo, tako rekoč. Ta knjiga je tako debela zelena knjiga. Tudi draga, mislim, da 800 € stane, če na Amazonu kupiš ali tam nek. Skoraj to, kot tvoja. Skoraj, pa zelena ni. To knjigo imajo oni zaposleni, tamno, to je za vsako potencialnost, je procedura, so sklepi, so pravila, so obredi. Veš, kaj imamo pa mi, kaj ima naš parlament, poslovnik, brošura? Ne vem. Brošura. 5 strani, ko se seja začne se... Publikacija, brez ilustracij. Ampak kako pa pol zagovarjaš tiste, ki pravijo, to bi bilo treba ukiniti, nismo več v tem sistemu, ki je bil 100 let nazaj, ne vem kaj, to se sam požira, davkoplačevalski denar brez veze. Kako to pol zagovarjaš? Jaz bi jim tem ljudem rekel, ne samo, vsak je upravičen do svojega mnenja in če ima takšno mnenje, je to prav. Ustavna monarhija deluje. Stvari delujejo, kot morajo. Okay. Drugače. Okay. Čeprav pa bo spet nekdo rekel, sam Charles ni tako dober, ker je bila Elizabeta, pa ne vem kaj. Vsak je... Kaj pa si pol misliš, da imamo Slovenci zdaj Karla III., v bistvu je pa Charles III. To je pa problem z imeni, ker se Slovenijo ena se ne slovi. Elizabeta tudi ni bila Elizabeth, ampak je bila Elizabeta druga. Sej, ampak pač tle je še zmer toliko podobnosti med Elizabeth pa Elizabeta, tle pa Charles pa Karl, veš. Pazi, oče kraljičin je bil George VI. Ampak pri nas se ni imenoval George VI. Sej, vem, Jurij, ja. Zakaj? Mislim, ne bom rekel zakaj, vemo zakaj, tako smo pač naredili in to obdržimo. Kakšni slovenisti imajo do zdaj ured brcelni, izvolite, veste, kje sem. Najte me. Ja, najte me. Zanima me, kako ti to gledaš, ti je to v redu? Ali bi bilo boljše, da bi tudi mi rekli, ne, kralj Charles III. Jaz sem strahotno fanatičen ljubitelj angleškega jezika.
In mi to ni všeč, seveda, reči Charlesu, ki smo ga poznali od nekdaj kot Charlesa, ampak spoštujem pa slovenski jezik, slovenska pravila in ker toliko delam v medijih, snemamo oddaje, pa to sem se hitro mogel tega privaditi. Ker, če govoriš pa potem Charles, pa vsi okrog tebe govorijo Karl, pa tudi nisem naredil usluge sam sebi. Ja. Kako pa te je bilo komentirati prenos pogreba kraljice Elizabete? Kar je tako bizarno vprašanje, ampak... Ne moreš veliko ljudi tega vprašati. Se to je. In v bistvu komentiral si, če se ne motim, tudi že princa Filipa. Ja. Tudi, Jaz sem ne? specialist za pogrebe. Hodim okrog. Kako je to dobro slišati? To smo pozabili na začetku, čak bomo ponovili. Specialist za pogrebe, Jure Godler. Tudi, če rabite, me pokličite, pridem vam komentirati pogreb. Ne, to je pa res, to je pa nekaj posebenega, tega ne moreš kar tako vprašati. Tako je. Jaz nisem zdaj raznežen človek, da bi me to strašno potrl. Ena stvar me je potrla pri pogrebu, ampak nismo bili več v vetru, ki se je zgodila. In to je, ker se jo pripeljali po obredni sloves, tam, po pogrebu v Westminsterski opatiji, Ja? so jo pripeljali na Windsor, kjer je bil še en obred in potem so jo pa privat pol 8 zvečer pa tudi pokopali. Ja. In ko so jo na Windsor pripeljali, se je celotna služičnjak zbrala pred vhodom, Ja? vključno z njenima korgijema. O, In sta psička gledala, ki so se jim peljali ta procesija. To je bila ena stvar, ki me je pa tako potrla, da sem rekel, dobro, da nismo v etru, ker bi po moje težko iskal besede. Jaz imam zelo sočutje do psov. No. Psi me zelo ganejo. No. tle lahko povem tudi, recimo, meni sanski pes je korgi. Korgi? Ja. Res? Res. Sem si rekel, da bi ga, s tisto Rito tam, taka majhna lisička, ki me varuje. To se zelo narobe sliši. Smo rekli nedelja, okay. Kavica, vidi, da je dobra. Mogoče še eno, če smem. Ja, prav, dobiš mojo. Pogovarjala so se, da si velik oboževalec britanske monarhije, res ogromno teh stvari veš in spremljaš. Si morda gledal to serijo Crown? Ja, katastrofa. Moramo se ene stvari zavedati, če se pogovarjamo o seriji The Crown, je isto, kot se pogovarjamo o filmu Amadeus. Če poznaš film Amadeus. Seveda, o Mozartu, ja. Ja. To je eden najboljših filmov vseh časov. Ja, Če gledamo objektivno, ok. produkcijsko, igralsko, režijsko, scenaristično. Itak je posnet po drami Petra Šeferja. Forman jo je gledal v Londonu in je rekel, med pauzo, med prvim in drugim dejanjem. Miloš Forman je bil režiser. Tako, Forman je rekel Petru Šeferju, avtorju, če je drugo dejanje tudi tako dobro, kot prvo, bom posnel film po tvoji drami. Lepa, to pa nisem vedel. Ja, in potem so posneli to film. Ampak kdor pa gre gledati ta film z namenom, da bo kaj izvedel o Mozartu, je pa bedak. Ker tam ni nič o Mozartu. Ni kakšna taka Mislim, pikantnost, bi rekli. edino, kar je res, je to, da je Mozart bil na Dunaju. Ja. To je edina resnica z tistega filma. In isti problem ima The Crown, ker črpa iz rumenega tiska svojo snov. A misliš, da zbral to se sploh ni dogajalo? Se je dogajalo, ampak to so stvari popolnoma neresnične tam noter. Tole s Charlesom pa z Diano, to srečanje sploh ni potekalo tako. Pa tale mama kraljičina, Ja. Queen Elizabeth Mother, ona ni bila takšna. Tudi zgodba s stricem, ki je abdiciral, to je vse pretirano. So ga pokazali tam kot razrednega sovražnika. Ne. A bi bil, če bi te recimo prosili po nekem naključju, svetovalec serije, bi šel to delati? Sam bi živce zgubil, če bi mi take stvari nosili. Bi znoro, a? Ja. Gospod skozi okno. Gremo. Ofertik. Ma kak je giljotino? Če smo že pri kraljevih. Se ima še bičke pri teh kraljevih stvarih. A si gledal tudi film, v katerem igra Kristen Stewart, Spencer? Ne, tega filma pa priznam, da pa nisem gledal. Sem pa gledal film Queen. Ja, Queen, sem se ne spomnil. Ja, Helen Mirren, ne spomnim se toliko. Nedolgo nazaj sem gledal tale Spencer. In kakšen je? Ni. Ne vem. Kristen je odlična, ampak kot film so pa oba z mojo na koncu bila sem tako, kaj sva lih kar gledala.
Mislim, da opisuje samo en kratek Samo za Božič, pa je tistega leta, ki je se odločila, da se bo ločila od Charlesa. In ja, se mi zdi, da v 2 dneh se vse okrog dogaja in ne vem, preveč umetniško za moj okus. Drugač, mimo grede, če smo že pri Petru Morganu, ki je avtor The Crown in filma The Queen iz leta 97. Edino, kar je približno dobro in recimo temu verodostojno, je gledališka igra The Audience. The Audience. Ja, Helen Mirren igra kraljico, bilo je v National Theatre v Londonu in prikazuje 6 ali koliko sestankov kraljice s svojimi premierji. Od Churchilla, pa mislim, da se konča z Blairom. Okay. In ona je najprej mlada, potem je postarajo vmes in tako. The Audience. Slišati je zanimivo, ja. Ja, nekje na internetu se dobi, če ne drugje na NT Live. Deva pa zdaj še malo naprej pogledati. Se bi rekel, da je to zadnje vprašanje iz tega vidika, sam ne vem. Kaj napoveduješ zdaj za britansko monarhijo? Zdaj imamo novega kralja, Charlesa, a se bo sploh dolgo obdržal? A boš kmalu spet kaj komentiral? Ali se bo dolgo obdržal, je vprašal za človeka, ki bo kmalu star 80. Ja, no, veš. A hočeš vprašati, če bom spet kaj komentiral kmalu? Ja! Kako si krut. Pa nedelja je. Ne vem, edino, kar me zanima, kar je tako res, da me firbec matra, kaj se bo zgodilo, je to, ker če pogledamo Elizabeto, Elizabeta je molčala 50 let, ona je se ravnala po tem starem maksimu, molči in vladaj. To, kar pri nas Pahor. Skoraj da. Dobro, vse to lahko. Sam, da ona ni izdala Jamesa Bonda. Ona ni spoilala več. Pa mislim, da ima slabš obiskan Insta-account kot on, ampak ok. No, on je pa celo življenje bil zelo glasen, kar se tiče politike, kar se tiče aktualnih zadev, kar se tiče podnebja in tako naprej. In če misli to on nadaljevati, ta stil, zdaj, ko je kralj, se mi zdi, da se ne bo lepo končalo vse skupaj. Ne zanj, ne zambenga. Misliš, da ni dobro, da se pač to glasi? V takih primerih, kot je podnebje, recimo? Ne, ker se je septembra v trenutku spremenila njegova naloga in poslanstvo. Tako kot se je Elizabeti, Okay. ko je postala 52. kraljica. Seveda, Jure je tukaj tudi zato, ker je pred kratkim izdal novo knjigo Dr. Nobody, tudi do tega še bomo valjda prišli, ne? Ampak, če moraš pa zdaj izbirati med pisanjem knjig, pa vodenjem oddaje, kar te tudi že dolgo, koliko sezon že spremljamo ta teden? 16 sezon. Kaj bi izbral? Če moraš danes odločiti, samo še eno stvar boš delal do konca lifea, a smo na pisanju knjig ali vodenje oddaje. In ni mi všeč ta tvoj pogled zdaj. Pa si vprašanje, ker to je edino vprašanje, ki ga ne morem odgovoriti, ker je 50-50. Okay. Res. Okay. 50-50. To mi je v redu. Ne bi mogel enega ali druga si izbrati. Oziroma bil bi globoko nesrečen, če bi si eno mogel izbrati ali pa drugo. Pa bi rekel, nič od tega ne bom delal, pa bi šel za Texas Ranger in bi pluvil naprej. To bi bilo, če bi bilo. Kako pa je zdaj po 16 sezonah še zmer prideti takole pred kamero, reči dober večer, to je ta teden z Juretom Godlerjem in začnemo biti... Lažje? V kakšnem smislu? Ja, v takšnem smislu, da vsako stvar, ki začneš delati, rabiš nekaj časa, da natreniraš, ne? Ja. In na začetku, vem, da smo delali zelo, oziroma recimo temu, delali smo oddaje, ki so bolj bazirane na researchu neke stvari, ki smo jih hoteli predstaviti na humoren način. Pa smo se v enem momentu tega losali, ampak kaj je bila poanta tega? Poanta tega je bilo, da sem imel ogromno teksta za interpretirati v kamero brez pauze. Ker mi snemamo vedno live to tape, se pravi, če ti priješ gledati našo oddajo, vidiš... Hvala, še spovabil. Ko boš prišel gledati našo oddajo, boš videl, da je tako, kot bi gledal doma na televiziji, samo pauza je za reklame, ki jih v studiu ne predvajamo. Aha, okej. Dobro. Ki jih v studiu ne predvajamo in potem gremo naprej. Tako da ti snemanje ne vzame nič več kot pol ure. Kakor je oddaja dolgo. Majka, kaj lepšega? Spomnim se čas na RTV-ju, smo snemali oddaje razvedrilne, ki so trajale manj kot pol ure. 25 minut do 30 minut pa smo snemali tako po delih. V petek smo začeli tako ob 11 dopoldne, pa smo bili ob 10 zvečer konc. Pauza. Ja, to bom pa zdaj malo skrenil s poti in se spomnim. Jaz sem bil še študent,
na IAMU in so nas pač hodili, oziroma so nas pelali na razne ta snemanja oddaj, da pač vidimo, kako to poteka, ne moramo pač te stvari vedeti. In smo šli gledati prav oddajo na RTV, ki jo je vodila Anja Križnik Tomažin, kjer je kuhala. Jaz sem bil tam zraven, ne? In tam si ti nekaj sodeloval. Ja. Jure tudi to že ve, da sem fan, sem tudi že večkrat mu povedal. In, prijazno, premeč. morda, če bom najdel, lahko tudi, če tukaj pokažemo, ker sem mu na svojem prvem intervjuju sicer po telefonu rekel, da sem čisto razrajcan. Tega se pa spomnim. In takrat sem slišal na drugi strani sam smeh in tistim sem se tudi jaz zavedal, da sem naredil napako. Ampak ok, ne, če grem nazaj na tiste RTV, na RTV po tisti oddaji, bila je lih zadnja oddaja, ki ste jo, mislim, ne zadnja nasplošno, ampak zadnja v tistem dnevu in slučajno smo pač počakali, tudi mi ostali in si prišel ven še z nekom in se mi je tako fajn zdelo, da si se pogovarjal z nami študenti, tako kot se zdaj tukaj z mano. Ja, bil si gospod, evo, bom tako rekel. No, to sem vedno To gledal. mi je všeč, da ni, da zdaj tlele igraš enega, Ne. ampak to ti si, ne? Treba je biti, se delaš za ljudi, zakaj bi se umikal pa ograjeval. Razen če je kdo nesramen pač, to je druga stvar. Če te natepe. Pa mogoče ne bi tako prijazen, če me je natepel, bi rekel, zakaj si No, ker so lih pri seksualnih fantazijah. Okay. Nadaljuj. Ne veš, kaj me pa res še zanima, bova še malo šla v Anglijo. Si kaj spremljal Monty Python, predvidevam, poznaš? Ja, zdaj odpiraš ene debate, ki jih imam jaz v življenju pod kategorijo ene stvari bi naredil drugače. In kaj hočem s tem povedati? Ja. Mene v srednji šoli sem odkril Monty Pythone. Recimo temu okrog leta 2000. In sem dovolil, da so name naredili prekomeren vtis, oziroma preveliko poslanico so mi dali v svoji lastni karieri, Ja. ki sem imel, pač komičnik, ki sem jo pel naprej. In to ni najboljš. Hočeš reči, da si jih malo ponašal? Absolutno, idejno, vsekakor Okej. sem. To je tako, kot bi rekel, zdaj bom pa ustanovil rock band, pa bi ne vem koliko skladb naredil, ki bi bili čisto slog Rolling Stonesov. Ja, ok. Pač svet ne rab še enih Rolling Stonesov, svet rab tebe. Tvoj band, če si ga že naredil. Če si dober, če zandrek, pol ne rabimo. Moj band je propal, ja. A si imel band, res? Ja, ene par. To sem zdaj na pamet rekel tako. A je propal? Pol ni bil dober. Pač ja, za nič, punk smo igrali, to je, veš, punk igrajo tisti, ki drugega ne znajo, ker je lahko. Ni, no, punk is not dead. Punk je dobra muska, ki jo igrajo za nič muskontarji. To je še en punker rekel, tako da. Ta epizoda današnja ima par modrosti notor. Ne da, Ja. pa samo ena moja, kar se splača. Ne, da ne peljem nazaj na ta Monty Python. Monty Python. Njihov član John Cleese je v enem intervjuju, so ga prav sprašvali, kaj je najbolj nesramno vprašanje, ki ga je dobil od novinarja. Okay. Kakšno je tvoje? Najbolj nesramno vprašanje, da te jaz zdaj nekaj zastavim, da boš Nesramno? začel, bi ga zdaj. Kaj bi te razkurilo, da te jaz vprašam? John Cleese je v tem primeru rekel, da najbolj nesramno vprašanje je, koliko si se ločil, pa zakaj. Aha. On se je 4 ali 5 celo ločil. Okay. Zame je bilo nesramno vprašanje, a TV oddaje boste še kaj snemali? Prav ga že je dobil, tako vprašanje. Enkrat mislim, da je bilo, ja, da človek ne ve. Ja, pa no, pa se enkrat se mi je tudi zgodil konec sezone, ta teden zelo tam, mislim, ne vem, 13-14 epizodo, me na črpalki vprašal, a to bo še kdaj, ta oddaja? Pa se je sezona lihka. Dej vklop televizijo, preden vprašaš. Je meni. Pa, da te zdaj vrnem še nazaj, ker sem te prekinul, se pravi, Monty Python. Tako, da je bil moj vstop v televizijsko sceno, pa v radijsko sceno z nadrealističnim humorjem. Tega se danes več ne bi lotil. Ker to je, nimam nič proti, ampak vem, da je to zelo izbrana stvar za izbrane ljudi, ki jo gledajo, ko jim zapaše. Jaz Monty Python danes ne bi vklopil si tako popoldne pa gledal. Vklopim si mogoče zvečer, da lažje zaspim, ker me pomirja na nek način. Ampak to je eksperiment. To je tako kot eksperimentalna glasba, klasična, ki po klavirju brenkajo,
pa ko na strune igrajo, ali pa ko klarinet razstavijo, pa pihajo not, da so zadeti. To je eksperimentalna glasba, to je za določeno skupino ljudi, za določen simpozij. To ni za ljudi, za maso. Ker reče masa, pač ti si nor. Ba je, da že zelo dolg nisi bil za klavirjem, pa da bi kaj skompoziral. Ja, res je. Čeprav si po izobrazbi Skladatelj. Ja, to je res. Ja. Ampak odkar sem začel sploh resno knjige pisati, odkar delamo te oddaje od leta 2015, ta teden, pa zdaj Milijonarja tudi, moram reči, da enostavno nimam časa niti za osebno higieno vsak dan. Kaj šele, da bi šel po klavirju? To sem jaz danes čutil. To, ja. To je sam fasada. Od znotraj je sam parfum pa švic. Kar je slabo. Pa imaš kakšne ideje, kar se glasbe tiče, da v glavi je? Ali nisi ta tip, da bi že slišal, vem, kako bo to zvenelo? To pa konstantno. Ja? To pa konstantno, ker tudi veliko glasbe poslušam, se veliko vozim in poslušam razne internetne ponudnike skladb, muzike, ker da ne zaspim, če že ne. Kaj pa poslušaš, če sva že pri tem? Pa deva klasiko ob stran, kar mi je logično. Jazza veliko poslušam, Jazz, okej. priznam. Pa poslušam soundtracke, to mi najbolj paše v avto. Od filmov? Tako je. Kjer? Tale, Na... trenutno sem zelo obseden od tegale. Ime mu je... spomnil. Ne, The Handmaid's Tale. Chasing sheep is best left to... To pa ne znam. Ja, nek kontrakt je, no. Pozabil sem, ko je angleški skladatelj. Ja? To Droughtman's Contract je naslov filma. Okay. Skladatelja sem pa pozabil, ker je priredba starih klasičnih na filmsko. Hansa Zimmerja rad poslušam, ja. To mi zelo zapaše. Bi si bil tudi na koncertu, ki je bil v Sloveniji? Ne, to pa nisem bil. Ne, kakor mi pa ne paše gledati tam, ne vem, 80 let starega tipa, ki se po rockersko razmetuje po odru, ki ni bil nikoli rocker, ki je skladatelj, ampak to imajo ogromno ljudi, a nimajo ta kompleks. Zdaj na stara leta bom pa jaz rocker ratu. Dej, če že, kup si motor, pa sem nedeljo zapel, da te noben ne bo videl, da se ne blamiraš pred vsemi. Ne rabiš pa na oder žagati tam kitare, ker to nisi ti. Ti si skladatelj, ti si študiozen. Napiš muziko za film, pa ti bod. A si že ti napisal kakšno muziko za film? Ne, to pa nisem. Ker recimo v podcastu Gospoda tisti začetni ne je... To pa sem jaz napisal. Ja, to pa sem jaz napisal. Ja? To je bila ena simfonija, ki je pokojni predsednik Drnovšek naročil pri meni, ko je bil še živ, je naročil za to svoje gibanje, ki ga je takrat imel, da bi napisal eno simfonijo. In pa sem res napisal to simfonijo, pa so jo zaigrali RTV simfoniki. Lepa. Greva še malo nazaj na to oddajo ta teden z Juretom Godlerjem. Bil se prvi s tem načinom oddaje pri nas, ne? Se mi zdi, da prej tega ni bilo lih neki dost, prav ta format, da pregledaš novice iz tedna, pa jih potem na tak način komentiraš. Ja. Potem so sledili tudi, kaj dogaja najprej z Jonasom in zdaj kaj dogaja s Tilnom Artačem, ne? Ja. Pa še z Alenko seveda, da ne bom zdaj koga spustil. Vemo pa tudi, da sta s Tilnom, z našim bivšim sodelavcem, zelo prijatelja, skupaj sta začela, sošolca, radio, ga, ni da ni. A je zdaj kaj rivalstva? Ne, rivalstva ni popolnoma nič, zaradi tega, ker s Tilnom, odkar sva prijatelja, sva se vedno zavedala, da imava svoje določene kvalitete, ampak niso iste, moje, kot so njegove. Ja. On zna neki, kliče aparat za eno kavo. Kliče, ja. Tako da jaz z veseljem še eno. Bom jaz evo tam lezuni prosil, če mi lahko prinesejo še eno šalčko, prosim. A dava kar tvojo še, a se li kar... O, si ujel? Ja, ujel. Vsaka čast. Evo, pova dala pa res kar tole še eno. Zdaj se je ugasno, veš, toliko je pameten, kaj toliko cajta me narabeš, bom jaz nehal. Da kaj ne zagori. Prav, če me da kaj ne zagori. Se pravi, nimata nobene konkurence en v drugom stilom. Ne, on je vrhunski imitator, jaz nisem. Jaz imam te kvalitete v svoji vdaji, ker imam to interpretacijo tega teksta, pač kot voditelj. Sem že dolgo pa nista imela tiste skupne predstave, ne? God Art. Ja, to je pa že kar nekaj časa nazaj. Drugače pa bila pa, bi rekel, skoraj 10 let je trajalo. Toliko? Ja, mešanca glasbe, komedije, stand-upa, čarovnij. Ja. Sva kar obdelala po Sloveniji.
Lepi spomini, ja? Zelo, zelo, zelo lepi spomini. Kolikor jih je? Kolikor jih je? Jure Godler na Radiu 1 tole nedeljsko dopoldne in seveda tukaj si tudi iz enega samega namena, pa čeprav smo zdaj že vse drugo obdelali. Kdorkoli zdaj vklopi v radio, pa to sliši, misli, da so v delavnici. Ja, zakaj pa ne? Švasamo! Nedolgo nazaj si izdal svojo tretjo knjigo v tej seriji, da ne bom narobe rekel, Dr. Nobody. Spencer pa Novak, to sta tvoja dva lika, prej sta se pojavila že v Casino Banal in Vohun, ki me je okužil, zdaj pa tretja knjiga zunaj. Folk, kakor vem, je nad temi knjigami in zgodbami navdušen. Ja, hotel sem narediti nekaj, kar bi bilo v isti smeri kot je, ne vem, Johnny English ali pa Austin Powers, ampak bolj realistično. Spet pride bi se ta tvoja ljubezen do... agentov angleških, ja. Ja. Tam je to kulturo razvito. A poznaš kakšnega slovenskega tajnega agenta? Ne, jaz vem sam za Sovo in to je to. Ja. Morda je tam kakšen Novak. Ja, tam so vsi Novaki. No, se ne vem. V glavnem... Človek ne ve, ne, kako je to pri nas, ampak tam imajo pa res, tam imajo pa res to razvito. In jaz sem hotel pač narediti eno zgodbo, kjer bo en slovenski vohun in en angleški vohun na izmenjavi in oba rada pijeta in potem to odpelje v razne vode. Zdaj mogo ti vprašati, kaj pa ti, a ti rad piješ? Ne rabim. Ne, dejansko vem, ti, deva to vprašanje odprt, se pogovarjamo nedelja zjutraj. Ja, pač, lej, nekje je tudi 8 zvečer, ali koliko je zdaj že ura. Nekje je tudi 8 zvečer. Ne, ti rad popiješ, to sem bolj narobe slišal, ampak rad, sploh te koktejle, lepo narejene koktejle, pravilno. Shaken, not stir, ali kaj je že, kako že reče? Shaken, not stir, not shaken. Stir, not shaken, tako. Bond ne ve. Pravilen martini je stir, not shaken. Zato, ker shaken se preveč razvodeni. Ja. Stir pa ostane dost močen, se pravi premešan. Jaz poznam sam Sex on the Beach. Aha. Pa Cuba Libre, ja. Aha. Žal sam koktejl. Uno drugo pa še spoznal. Ne, da ne bova zaplavala nekam. Kdo je večji gospod? Spencer ali Novak? Spencer je mal večji gospod, Novak je slovenski gospod. Mojster za zidance in tako. Kaj sem sploh razlagal? Za koktejle. Za koktejle. Samo en koktejl in to je martini. To je to. Dry martini. Ampak ljudje ne vejo, kaj to je. Veliko njih. Čas tudi, kje naročiš dry martini, pa dobiš samo martini vermut. Namesto martini je džin. To je koktejl narejen z džinom, pa s pikico vermuta. Ljudje tega ne vedo. In v enem baru, britanskem, to je zelo močna pijača, to je deci džin, po domač povedan, v baru Dukes. Kje je to? London. Na stranku postrežejo samo 2. Ima prav določeno. Tako. Ja, se morda pametno. Ja, ker po 3 se že vlačiš po stenah. Ker če ne, polka, da smo v Cerknici. Pač. Če ne se London spremeni v Cerknici. Če ne lahko pridemo hmen domov, pa imamo. V Cerknici. Ja. Koliko pa je denarja v knjigah? S kakšnim avtom si se prpeljal? Še je začel pisati. Klinc gleda radio. Peš sem prišel s pohodnim palcem iz karbona. Ne, resno, ne rabim številk, res, to je stvar vsakega posameznika. Je kaj denarja pri knjigah v Sloveniji? Jaz bom samo tako rekel. Če se gre nekdo pisanja in ne izda enega romana na leto, ne vem, zakaj se je šel tega na prvem mestu. Razen, če hotel nekaj sebe dati. Jaz to tako gledam na to in sem konsistenten in sem si zadal to nadaljevalno serijo pisati. Tudi nekaj drugega pišem trenutno tudi in sem se zelo resno v to zadal. In če se mi ne bi splačal, ne bi tega počel. No. Ker česar se lotim, se rad resno in rad speljem do konca. Kolikor že traja. In rad si plačan. Tu pa še.
Kaj boš ti še danes z mene zvlekel? Na, pa damo zdaj eno vprašanje, ki ni iz moje glave, ampak iz mojega prejšnjega gosta. Prejšnji teden je bila tukaj Lea Filipovič, lepa afna. Okay. In stvarca je taka, to je vprašanje gosta. Gost zastavi vprašanje, ne ve, kdo je naslednji, ta pa samo odgovori. In Lea je samo vprašala, kje boš za novo leto? Aha. Doma kot vsako leto. Doma si? Ne greš nikamor ven? Dveh obdobij na leto ne prenašam, me živcirajo zelo in to je sreda avgusta, ko je tista vročina proti 40. Mislim, da še rekel Marino nevzetje. A ja. Marino nevzetje, to je prva stvar, ki me živcira. In Božič pa novo leto, to je pa druga stvar, ki me živcira. Zanimivo. Ker enostavno ne prenašam teh usiljenih praznikov in te norije in te živčnosti na cesti in tega, da ne vem, če imam kakšen opravek v Mariboru, da rabim 3 ure, pa pol, da prijem do tja in tako naprej. To so stvari, to je čas, ko sem rad doma, polet pa glih kontra, pa zato, ker je pa tako mrtvo vse skupaj. In to so stvari, ki mi, ne, in za novo leto tudi, v življenju nisem bil drugje kot doma, ob knjigi in potem čim prej spat, da mine, ker drugo jutro moram poslušati koncert. Iz Dunaja. Exactly, 11:15. Ja, dobro. In kaj pa ti? Tukaj, delaš za novo leto? Ja. Vse to je okej. Meni je dobro, to je čisto resno, kar sem tudi že prejšnjič povedal. Lani sem bil prvič v živo tukaj in mi je bilo tako dobro, da sem res rekel, sem se letos sam javil. Od kdaj do kdaj pa? Od 8 ali od 9, nekaj tacga do 1. Do 1. Potem pa spat domov ali na zabavo? Ne. Lani sem šel domov. Lani je bilo še vse malo zaprto, pa se niti nekaj dogajalo. Pa tudi sem bolj tip, ki grem raje pol domov, pa s prijatelji kaj spit. Aha. Ampak ja. Ja, da ni tisto. Ampak mi je bilo res tako zabavno se uživo pogovarjati in biti na to najdaljšo noč v letu, da mi je bilo prav fajn. Moji ni sicer toliko všeč, ampak... Ne se delati, to je nekaj druga. Mi smo imeli ogromno krat kakšno predstavo za to in sem se pelil domov, ko je bila ura polnoč, oziroma med polnočjo. To je nekaj najlepšega, to je cesta tako prazna. Ja, nikjer nobene žive duše. Kaj je bil lockdown? To je bilo, kje so ti lepi časi? Da ne bom pozabil, to je bilo seveda, kje boš za novo leto vprašanje mojega prejšnjega gosta Lea Filipovič. Zdaj pa te prosim, da ti zastaviš eno vprašanje za mojega naslednjega gosta. Seveda ti ne povem, kdo bo. Ne poveš, kdo bo? Ne. In lahko vprašaš, kar ti srce poželi. Kakšen je tvoj indeks telesne mase? Kje je to prišel? Body mass index. Ne pove, če da kje na svoje zdravje. Jure, dotakneva se lahko zdaj tudi še malo tvojega hobija, to je seveda golf. Sam zanima me, zakaj. Kje si najdu golf? To je bilo žleht vprašanje. Ne, žleht, ne. Ne, pač, ja, bada. Ljudje ne... Ljudje nimajo denarja za golf. Ne, pa golf ni nič dražje kot smučanje. Eni nimamo za smučanje. Ja, okay. Ne, res, zakaj golf? Zaradi tega, ker je tako odklop, ki ga ne vem, kje bi ga še lahko doživel. A ni dolgočasno? Ne. A veš? A tebi je narava dolgočasna? Narava. Naravo gledam. Ja, naravo ne mečem gledaš. žogce po njej. Ja, se sprehajaš, pa... A si ne želiš zadeti žogco v luknjo? Želim si zadeti luknjo, ampak... Koliko je zdaj že ura? Ni vsak dan praznik. Svaka čast, bravo. Jure, bova sprobala še kakšne druge športe. Ja. Si še kaj drugega, vem, da športaš tudi malo tako, ne? Jaz zelo veliko laufam, v resnici. Ok. 3 do 4 10 km na teden. Ker to pa moram dati sebe, ta švicman. Ker če ne se ne počutim dobro. Ok. Z golfom torej ciljaš take majhne lukne, zdaj ti bomo dali eno večjo, kar se spet zelo narobe sliši, ampak tukaj so gobice za radijske mikrofone. Dobro. Od Radia 1, Denis Avdić. Čau, izvoli.
Kadar je Denis Avdić šel tukaj med tednom, oni vsak dan, ko končajo, mečejo tele gobice, ker to se pač menja, jih mečejo tjale, vidiš, ki piše umazane gobice. Umazane gobice. Ja. Pa da te vidimo, evo, točno te pozicije, kjer si dej. Imaš 3 poskuse, pa da te vidimo, če boš zadev. Da vidimo malo to. Lahko ostaneš, ni problema. Že govoril, ki je o nagrada. Kakšna nagrada? Izkaž se najprej. Vi se dobiš z drugo kofe, kaj? Moramo pravičiti. Da vidimo. Kje si me dobil? Bomo komentirali, kako košarka Jure že poskuša s prvim metom. Ok, nimam palc. Blizu, ampak... Zadev, bravo! 1 od 3. Ti moram povedati, Peter Vilfan, ki je bil tukaj moj prvi gost pred parmi tedni, se mi zdi, da ni lih zadev. Je bil ful bližje kot ti, ampak ni pa zadev. Ja, jaz sem 1 zadev. Prav. 1 od 3. Dobro je, ne? Nekaj je, no. Odlično. Sem kar ponosen. A to bo HD? Ali lahko sam zrežeš to? 4K. 4K. Pa daš na YouTube ločeno, ko sem zadev. Pa dej še od Vilfana zraven. Ja. Njegove mete bomo zmontirali. Ne zraven, pode pa mojega. To imam. A za ko se vrže. Jure Godler, tole nedeljo z nami na Radiu 1 pije kavico, res se zdaj se pravi njegova knjiga Dr. Nobody zunaj, vse se da dobiti tudi seveda na spletu, če še niste prebrali tudi o ostalih 2, dajte se jih naročiti, tle moram sebe zraven šteti, si že ne vem koliko let govorim, da bom to naredil, pa ni šlo nikamer. Še res zadnje vprašanje, spet za vsakega gosta popolnoma isto, kako pa izgleda tvoj popoln dan? Moj popoln dan zgleda tako, kot sem prej opisal svoje popolno jutro. Zbudim se ob 10:11, pozajtrkujem, pišem 3 do 4 ure, potem pa snemat bodi si ta teden ali pa Milijonarja. Potem pa prijem domov, se ga pa do smrti nabijem. Hecam se seveda. Se pa pokrijem, kamilce, prepečenec, lahko noč, do jutri. To mi je popoln dan. Zrežeš, ne. Ne. Resno vzel. Conan O'Brien je rekel, tu moš pestiti noter. Jure Godler, hvala lepa, da si bil naš gost. Uspešno še naprej in z vodenjem in s pisanjem, karkoli se boš pač želotil. Najlepša hvala za vabilo, pa z veseljem prijem še kdaj, ker je res dobra kava. Kava s Červekom. DeLonghi, perfetto, od zrna do skodelice.